Dober večer in prijazen pozdrav, spoštovani zbrani pred televizijskimi zasloni. Industrijsko konopljo ljudje v medicini uporabljajo že več kot 12.000 let. Kaj pa danes je seveda vprašanje, kakšne zdravilne učinke ima konoplja in še veliko več dobrih stvari in zanimivih ter uporabnih. Boste izvedeli v naslednje pol ure, moja dva gosta bosta povedala vse, kar je potrebno vedeti o tej zgodbi, ki je vedno bolj aktualna v zadnjem obdobju. Dober večer in dobrodošla, Kira Hasegava, direktor poslovnih sistem Bihempi, dobrodošli. Lep pozdrav. In pa tudi Boštjan Cesar, lastnik trgovine Naj zame, pa lahko rečemo že na stari znanec, kar nekajkrat tukaj pri nas. Dober večer tudi vam. Dober večer, tako je. Za uvod, izhodišče iz uvodnega razmišljanja za oba. Zdravilni učinki industrijske konoplje, da ali ne? Morda, Aki, vi začnete. Niti da, niti ne, ampak seveda. Ne bi jih uporabljali že toliko tisoče in tisoče in tisoče let, če ne bi bilo teh zdravilnih učinkov. Vse so tudi v slovenskih zapisih, v samostanskih povedali, da so gojili konopljo, da so uporabljali kot ekstrakt, da so pili čaj in tako naprej. Se pravi, tukaj sploh ni debate. In danes pa, ko imamo malo več tehnologije, pa malo bolj znamo očistiti stvari ven, pa izvleči, pa vidimo, da so res zelo močne učinkovine noter, ki na nas delujejo. Jaz jih uporabljam, Boštjan jih uporablja, se pravi, stvar tudi preverjena na mnogo primerih. Boštjan, iz prakse, kaj pravijo odjemalci, stranke, vaši partnerji? Je učinek, ni učinek? Absolutno. Veste, narava je vedno bila, se pravi, izdelki iz narave. In tukaj konoplja, absolutno, kot ste že omenili, ni nekaj novost, ni nekaj od včeraj, ni nekaj, kar smo mi včeraj izumili, ampak pravično je že zelo raziskana, zdravilni učinki so dokazani kot v Sloveniji, kot v tujini, tako da absolutno so stranke, ki imajo izjemne rezultate in se z veseljem vračajo, celo priporočajo nam še ostalim, tako da vsekakor je. Začeli smo z pojmom zdravja, to je, se bomo vsi strinjali, največja vrednota. Dvomim, da je kdo med nami, ki nas zdaj spremlja, ki si ne želi biti zdrav. Je pa seveda tisto vprašanje, na kakšen način to doseči, kako to vzdrževati in Boštjan Cesar, v vašem podjetju imate pravi način in sistem, kako se spopadati s tem vprašanjem. Tako je, skupaj z Bihempijem smo razvili poslovni sistem, ki je edinstven na svetu, ki na individualni način pomaga strankam do zdravja, ker danes ni samo kupiti neki izdelek na trgu. Zelo pomembno je tudi, kateri izdelek, koliko časa ga uživati, kako stopnjevati terapijo, na koncu tudi kdaj prekiniti terapijo in kdaj mogoče enkrat na let narediti samo neko preventivo in podobno. Tako da to so zelo pomembno vprašanje. Kaj je vaše poslanstvo, Aki? Kaj bi lahko rekli, da ljudje razumejo to filozofijo, to zgodbo? Jaz bom tako rekel, da se navežem še na Boštjana. Mi smo rekli, zdravje ni vse, ampak brez zdravja je pa vse nič. Pomeni, če nismo zdravi, nam čisto vso zlato tega sveta nič ne pomeni. In zato je naše poslanstvo, smo si zadali za poslanstvo, da gremo, da si rečemo, mi hočemo spremeniti svet na boljš, mi hočemo spremeniti kvaliteto vsakega posameznika na boljš. Ne zanima nas zdravje vseh, ampak zdravje vsakogar. Pomeni, delali bomo na tem, da bo vsak prišel do prave informacije in do pravega izdelka. Posledično pa je ta izdelek iz narave prišel, ni prišel iz nekih ne vem kakšnih izumov in kemijskih procesov, ampak, kot je Boštjan rekel, od nekdaj je ta narava bila prisotna, mati narava nam je dala to rožico, mi smo jo posadili v eno tako vrsto in potem smo naredili iz nje, nam rekel zdravilo, ampak ta pripravek, to konopljino smolo, ki zdaj vidimo, kako deluje. Torej, mati narava je dala to rožico, pomembno pa je, da so vsi vaši produkti certificirani, kar je pa še recimo tudi zelo pomembno, da vse to se dogaja v Sloveniji, da je lokalno. Ja, mi damo na to. Posebej pa zato, ker hočemo imeti nadzor nad kvaliteto. Že če kupimo ne vem kje, čez mejo ali pa bogaj, kje še naprej, ne vemo čisto dobro, kaj kupimo. In zato smo rekli, ne, mi hočemo vedeti točno, kaj
delamo in kaj imamo. In zato smo rekli, če bomo imeli svojo nivo, vemo, kakšna je zemlja, vemo, kje raste, vemo, kakšno je seme, vemo, kako obdelujemo, vemo, da ne špricamo z unim, tretjim, četrtim, vemo, kakšno ekstrakcijo bomo naredili, vemo, kakšno olje bomo stisnili, kakšna semena bomo izbrali in kakšen izdelek bomo naredili. Se pravi, zato, ker smo hoteli imeti roko nad čisto vsem in biti prepričani, da je točno to najbolj kvalitetno, kar se da, smo hoteli, da vse naredimo sami in v Sloveniji. Boštjan Cesar, če se malo vrneva k uporabnikom, kaj pravijo ljudje, ko vas obiščejo, ko vas kontaktirajo z vami, kakšni so odzivi, kako komentirajo, torej, kaj izveste od njih, kajti tudi to je nek način, da rečem, prodaje in vzdrževanja tega komunikacijskega mostu z njimi, ta sistem vaš, vam je zelo pomembno, da dobite povratne informacije. Glede, to je tisto, ta feedback strank nazaj, kako smo marsikomu spremenili življenje na bolje, to je tisto, kar nam daje zagon naprej, zato nam tudi govorijo, kako na glavnem trgu v Novem mestu, kjer je težko danes poslovanje zaradi obnove in težki dostopi, kako smo lahko tako zelo dobro uspešni. Ravno zaradi tega, ker delamo res dobro za ljudi, ker so ljudje prepoznali, da je res nekaj na tem, se pravi, da si res lahko izboljšajo zdravje z našimi storitvami in z našimi izdelki. In to je tista dodana vrednost, kjer res stranko dnevno, tedensko prihajajo, se vračajo in nam dajo neverjetne izkušnje, kako so si spremenili življenje na bolje. Recimo, ravno zaradi tega smo pripravili danes za vse naše gledalce ali pa vaše gledalke in gledalce posebno akcijo. Se pravi, ob nakupu, naj omenim, da je ta akcija samo zdaj, se pravi, samo 1 uro od te oddaje. Ob nakupu 3 izdelkov, o katerih bomo danes govorili z Akijem, bo 4. popolnoma brezplačen. In to je tisto, da povemo stranki, da je zelo pomembno, na kakšen način, koliko časa vztrajati pri terapiji, da je 1 mesec žal premalo. Se pravi, večkrat sem s strankami v kontaktu, govorijo, marsikdo želi čez noč se ozdraviti ali pa izboljšati svoje stanje. Žal tukaj je ta napačen pristop, posod potrebujemo vsaj 3 mesece za eno preventivo. Nekdo, ki ima močnejše bolezensko stanje, potrebuje kar konkretno nekaj mesecev, nekdo tudi celo življenje. Potrebuje dozirati take izdelke, nekdo, ki je zelo, zelo bolan. In to je tista dodana vrednost, da imamo feedback stranke, kot ste rekel, imamo odzive strank, vemo, kaj pomaga, in tudi kako jemati te izdelke. In ta odziv stranke je neverjeten. Jaz verjamem, da sedaj spremljajo ta pogovor, rekel, različne generacijske populacije. In verjetno je eno smiselno vprašanje, so izdelki primerni za otroke, za starejše? To sta nekako 2 pola, v katerih je vedno največ, ko bi rekel, srednja generacija, si reče, bom poskusil, videl, ampak otroci, starejši. Mi dva sva srednja generacija. Za naju je super dobro to. Zato, ker, tako kot je Boštjan rekel, lahko imamo neko lažje bolezensko stanje, takrat super, vzamemo 3 mesece, smo naredili eno kuro, smo, ko bi rekel, servisirali celice v telesu in smo naredili veliko, zato ker potem, ko se celica deli na pol, po 3 mesecih se namreč deli na pol, se deli zdrava naprej in je potem organ bolj zdrav naprej. Ampak če pa z nami nič ni narobe, pa se čutimo čisto v redu, rečemo v redu. Jaz recimo še vedno jemljem 16% pasto, pa ko smo bili s podjetjem na zdravniškem pregledu, so ugotovili, da z mano ni nič narobe. Ampak sem rekel, klinc, jaz bom to jemal, zato ker je boljš, ker je preventivno dobro, sigurno je nekje neka celica, nek del organa, ki rabi servis in mu bo CBD lahko pomagal. Zdaj, tukaj je cela znanost, kako CBD pomaga, bomo še prišli do tega, verjetno, vsaj upam, ampak komu je ta izdelek namenjen, jaz bi rekel vsem. Tudi otrokom seveda ne bomo dali 16% kapljic, ampak bomo dali 3% kapljice, ker je to dovolj. Gledamo tudi na kilažo. Tako, se pravi, pri hujših bolezenskih stanjih, pri večjih ljudeh, da je reč, Boštjan vzame malo več CBD-ja, kot jaz, ki ima kakšno kilce več, in on bo pa lahko za več. Se pravi, je primerno za čist vsakega. Saj smo tudi naše izdelke tako razdelili,
oziroma tako koncipirali, recimo ni vse s konopljenim oljem, je lahko s propolisom, je lahko s kokosovim oljem, organskim kokosovim oljem, se pravi, smo naredili tako, da se vsak noter najde oziroma da je skoraj za vsako bolezensko stanje. Ne. Pa bi kar nadaljevala, sami ste že malo nakazali, torej kako CBD deluje? Ja, zdaj govorimo CBD, zdaj to so 3 črke, jaz ne vem, koliko se s tem poznamo, ampak bom povedal od začetka. CBD je kanabidiol, skrajšano kanabidiol, ki je eden od kanabinoidov. Okay? In v industrijskih konopljih je 135 teh kanabinoidov. Seveda v največji meri je ravno kanabidiola in ravno kanabidiol, ravno ta CBD, najbolje vpliva na naše telo, zato ker ima naše telo narejen endokanabinoidni sistem. Pomeni sistem, ki komunicira s kanabinoidi in je v nas endokanabinoidni sistem. In ta sistem je sestavljen iz receptorjev, ki so po vseh celicah razdeljeni oziroma nameščeni in ko mi pojemo kanabidiol, CBD, on komunicira z vsemi celicami in z vsemi organi in pomaga našim sistemom, kot so živčni sistem, imunski sistem, hormonski sistem, oksidaciji, pomaga, da hitreje vzpostavijo tisto, kar si želijo, zato ker telo vedno teži k homeostazi, k ravnovesju vsega. Ne? Vedno se telo že samo bori proti neki bolezni in ko vzamemo CBD, se to zgodi približno 1000-krat hitreje. Lahko, Boštjan, malo naštejete, zakaj vse je primerni so vaši izdelki, torej preverjeno za katera področja, katere zdravstvene težave. Ta lista je kar dolga, ne? Ja, zato sem mogel si kar vzeti en seznam, ker je vse to, kar bom zdaj prebral, z tega seznama absolutno so tisti odzivi, kjer naše stranke so imele izboljšanje v svojih rezultatih. In to najboljše izboljšave. Tako da bom kar naštel. Se pravi, nespečnost, slaba prebava, stres, depresija, anoreksija, demenca, Alzheimerjevi, Parkinsonova bolezen, fibromialgija, multipla skleroza, Chronova bolezen, diabetes, rak, dermatitis, artritis, artroza, venski trombozi, kandidi, putiki, vnetju raznih stanj, padec imunskega sistema, povišenem krvnem tlaku. Vse to so neki odzivi, kjer so bili res zelo dobri rezultati pri strankah. No, seznam je dejansko res dolg, ampak verjetno se boste strinjali z menoj. Tukaj so naštete nekatere zelo resne bolezni, ne? In je potrebno, preden začne nekdo jemati vaše izdelke, da mu strokovno nekdo, ki se na to spozna, da rečem po domače, to pove. In v teh vaših svetovalnih centrih delajo strokovnjaki na tem področju. Tako, ja. Odličen svetovalni center ima Boštjan, njegova telefonska številka bo sigurno nekje napisana, ker jaz ne vem na pamet. Lahko bo Boštjan povedal. Nič 35 17. 35 17. Kaj hočem povedati je pa to, da seveda CBD, tako kot sem prej rekel, noben ne ve za te 3 črke, ne, to je vseeno malo skrita zadeva še in se spoznavamo z njo, ne, se zato pa tudi ta oddaja. In naši ljudje pa so usposobljeni, educirani, celo večkrat educirani, mislim, obnavljajo znanje, dodajo znanje, so pošiljani na razne izobraževanja zato, da čim boljš vejo, kaj to je in kako to deluje, kako to dozirati, ker najna fizionomija je malo drugačna, se pravi, bova midva lahko za isto stanje dozirala čist drugače konopljino smolo. Ne? In tukaj so finese, ne? Tukaj je treba se pogovarjati, tukaj je treba ugotavljati, tukaj je treba testirati in potem vidimo, kaj na nas najbolj deluje. In zato seveda je svetovalni center, jaz bom rekel, kar obvezen, ker je taka specifika, vsi smo si malo drugačni, vsi smo si različni in zato vsak od nas rabi malo drugačen izdelek in malo drugačno doziranje. Ampak če se navežem na Boštjana, ker je naštel tele bolezni, ne, najbolj deluje CBD na bolezenska stanja ali pa na težave, ki izvirajo iz centralnega živčeva, iz možganov. Ne. Druga najboljše rezultate imamo pa iz kardiovaskularnega sistema, se pravi, bolezni srca in ožilja, na žalost z načinom prehrane in z načinom življenja, ki ga imamo danes, ne, si ne delamo velike usluge. Ne. In jasno, če smo 30 let nekaj narobe delali, narobe jedli, bili v stresu, kakorkoli, ali pa imamo neko gensko predispozicijo, ne moramo potem z 5 ml ali pa z eno tedensko kuro, pa zdaj pa čudežno se pozdraviti. Ne. Vse čudeže ne delamo, čeprav rečemo, da je čudežna rastlinca, ne. Ampak je pa vseeno treba telesu dati možnost, da se očisti, da se
regenerira. Ravno, če smem, sem se ravno spomnil, včeraj sem imel en klic stranke, ravno sem zaključeval v trgovini, klicala je mislim, da je iz Borovnice, pri Vrhniki je stranka. Pravi, ja, a veste, da imam morje poplav, mislim, res izdelkov veliko na trgu, kako zdaj izbrati tiste res, ki bojo res zame, za mojo težavo pomagale. In bil sem stranko res kar več kot 15 minut, 20 minut na telefonske zveze, sem razložil, kje je tisto bistvo, to, kar se predstavlja. Sprav, da so izdelki certificirani, da so domači slovensko zemlja, rod, da so izdelki tudi tukaj narejeni, ne samo, da je konoplja tukaj posajena. Se pravi, zelo pomembno je potem sistem zdravljenja. Se pravi, sistem, ki je edinstven, bi rekel, lahko celo v Evropi, skupaj z Behempijem, imamo tako dobre, neverjetne odzive strank, da vemo, kaj, kje pomaga in tudi na kakšnih miligramih CBD-ja, kanabidiola, o katerim govorimo. Ni dosti samo ena kapljica danes in ena kapljica jutra. In tukaj lahko kar konkretno predstavim mogoče na dva odziva, zelo zanimiva odziva strank. A veste, ko razmišljamo o teh odzivih, in ko vidim, da so stranke res, da smo res spremenili življenje, je res ena velika potrditev, da smo na pravi poti. En primer, recimo gospoda Staneta iz Zajčjega Vrha, ker smo tukaj Dolenjci, vemo, kje to je, imamo en hrib Gorjanci. Akija, si bil že na Gorjanci? Mislim, da sem se mim pelal enkrat. Ok, bo naslednji naš team building, da bo še peš na Gorjance. No, gospod je imel zelo velike težave s kolki. Neverjetne velike težave s kolko, praviš, zelo težko se premikal. In prišel je nekako po priporočilu do naše svetovalke, do naše trgovine na glavnem trgu 2 tukaj v Novem mestu, in smo mu priporočili 30% smolo, pasto. Poglejte, to je ta izdelek, ki je tu. Se pravi, tole je 16 ali pa 30% CBD, kanabidiol, o katerem bomo malo kasneje spregovorila par besed, in smo stranki to priporočili, da uživa. Rekel je, da je prvič po zelo velikih letih, dolgih letih, šel sam peš na Gorjance. In to je res, sicer je rekel, da je rabo par ur, da je prišel gor, ampak je prišel. In to je bilo za njega res zelo veliko. In takih odzivov je na morje, moram reči, in zato smo zelo veseli, da lahko sodelujemo v tem procesu, da pomagamo ljudem res na boljše. Ja, to je dejansko, bom rekel, nekaj več, kot samo, prodati en izdelek, pa rečeš, to je to. To je filozofija, ki sloni na izboljšati kakovost življenja ljudi. Ja, ampak mi se tega ne gremo. Mislim, nam to ni zadost. Zato, ker recimo, da imava oba težave z nespečnostjo, kar je zelo pogost pojav. Jaz bom rabil eno kapljico, pa bom lepo zvečer zaspal, vi boste pa rabo jih vzeti pa 5 ali pa 6 ali pa 7. Je specifika, ogromna je specifika, in zato se mi imamo svetovalni studio, kamor ljudje lahko kadarkoli pokličejo in bojo dobili strokovnjaka na drugi strani in se bojo lahko pogovorili. Ali bojo vprašali, lejte, mene pa muči to pa to, ali pa bojo rekli, jaz sem pa videl tole v trgovini, sem vzel, pa ne vem, kako je imati. Karkoli bo vprašanje, seveda v zvezi s konopljo, bomo imeli strokovno odgovor za njega. Tukaj hočemo biti zraven, hočemo pomagati, in to je tudi en del naše metode. Skupaj, mi smo skupaj z pacientom ali pa z bolnikom ali pa z človekom, ki rabi pomoč od začetka, od takrat, ko nas pokliče, do ozdravitve. Mi hočemo biti zraven. Da je ta ideja, ta zgodba prava, konec koncev potrjuje že tudi številka, že več kot 15,000 uporabnikov, ki so pripravljeni tudi javno povedati, da jim to pomaga. Da ni to samo to psihologija, verjamem, probam, ampak da dejansko deluje. Zelo lepa poanta. Dostikrat nam reče kdo, sej mu je pa tudi pomagal, ker je pa, ne vem, zdela stojo na glavi, pa zdaj nima več driske. Vse v redu, super, verjamem, da je tako, ampak mi pa imamo tukaj 15,000 preverjenih, empirično dokazljivih ljudi, ki so rekli, to je skoraj da študija. Mislim, če bi imeli to res, ne vem kako zapisano, ali pa če bi en doktor mi skozi čez ramo gledal, bi to bila študija. Se pravi, mi imamo empirično za dokazati. Mislim, to je
preverljivo, da to ni več hec, ampak to je dejansko tako. Po drugi strani pa se zgodovina tudi isto govori. Sej, kot smo rekli uvodoma, nismo si mi tega zmislili. To je narava nam dala že od začetka. Mi smo samo dali v stekleničko. Ne? Med temi številnimi produkti, Boštjan, ki nekaj ste jih pač prinesli sem v studio, sta pa na mizi dva, za katere lahko rečemo, da sta tista the best, ki sta paradna konja. Ja, ki sta trenutno najbolj zanimiva, tudi na letni čas. Nekako najbolj uporabna konec koncev, najbolj zanimiva, ne vem, za to začetno zgodbo. Ne? Boste povedali besedo ali dve o tem? Ja, kot je zelo veliko različnih težav in bolezni, tako je tudi kar velika paleta naših izdelkov. Tako da na hitro lahko omenim, da imamo kapljice, kot je Jaki že povedal, CBD kapljice od 3 do 5% v različnih oljih. Potem imamo konopljino smolo 16-30%, potem imamo čaje, izvrstne čaje, kjer je res samo vršiček konoplje v tem čaju. Potem imamo res, če se pogledate, odlične tudi neke detoks variante, se pravi za razstrupljevanje telesa, mazilo neverjetne odzive pri dermatitisih, luskavicih in poškodovanih kože. Ja, in danes je fokus mogoče na te dva izdelka, se pravi konopljina smola in kapsule probiotiki. Zakaj? Ker trenutno smo v času, kjer se je treba pripraviti na poletje. Če pričnem kar mogoče z konopljin cvet s probiotiki, to je tale izdelek, kapsule, kjer je vršiček konoplje kapsuliran. Dodali smo edinstveno mešanico na svetu, bi lahko rekel, prebiotike. Se pravi prebiotike, probiotike, dodali smo Saccharomyces boulardii, proti kandidi in dodali smo tudi C-vitamin. In nujno je, recimo, si narediti eno tako terapijo, kuro, zdaj pred poletjem, da sploh pri damah, da se jim bo preko dobre prebave. Da bojo kopalke bolj špasale. Tako, ja. Se reče temu paket plaža. Mislim, kako bi se izrazil, da se mi povedal. Ja. Tako da, ja, absolutno mešanica je edinstvena in tukaj priporočamo res terapijo 3 mesece, najmanj, zaradi dobrih bakterij, ki vsebujejo izdelek. 2 na dan se jemlje in absolutno res priporočam, vsak bi si mogel narediti eno tako terapijo enkrat na leto. Ja, ampak dajmo se vprašati, a pojemo, koliko belega kruha smo pojedli nazadnje, koliko peciv smo pojedli, koliko sladkorja, koliko si solimo juhe pa solate pa tako naprej. Pojemo zelo veliko enih stvari, ki nam zelo zapacajo želodec in črevesje. To je pa odgovor. S tem bomo pa ravno naredili to. Seveda bi bilo fajn, da malo manj belega kruha pojemo, pa malo manj teh sladkarij, pa tako, ampak s tem bomo pa instantno pomagali našemu črevesju, da bo prišel nazaj na zeleno vejo, da bo boljš funkcioniral. In ko imamo ta prave bakterije v želodcu in črevesju, se tudi boljš počutimo, zato ker dobimo več energije v telu. Absorpcija je boljša in več absorpcije je, pomeni več stvari, kar zaužijemo, pride v naše telo in zato je ta izdelek res tako vrhunski. Po drugi strani je pa še unikaten in res, Boštjan ga ima na zalogi in mislim, da je uporabno za ta letni čas poklicati in ga dobiti. Še besedo ali dve o smoli, preden počasi zaključimo ta pogovor. Konopljina smola, tale 16%, pa je namenjena ljudem, ki imajo neko bolezensko stanje, ki traja več od 1 leta. Lahko je tudi manj, ampak za hujše, da moramo reči hujše oblike. Se pravi, eni pridejo z težavo nespečnostjo, ker niso že 3 leta spali. Njim bi priporočal to, kapljice ne bi bile zadost. Ampak seveda od rakavih bolnikov, epilepsije, kronove bolezni, demence, depresije, priporočamo konopljino smolo 16%, zato ker tako zelo učinkuje na naše živčeve, na naš imunski sistem in kardiovaskularni sistem. Tukaj je narejen ekstrakt, očiščen THC-ja ven, namreč psihoaktivnih snovi ne smemo imeti po zakonu v Sloveniji, ampak mi jih tudi nočemo imeti, ker nočemo ljudi zadevati, to se nas ne tiče, nismo zato tukaj in zato smo naredili ta izdelek, ki je namenjen bolezenskim stanjem, ki so malo dlje trajajoče oziroma malo hujše in moram reči, rezultati so vrhunski.
Mogoče lahko tukaj dodam še en odziv, zadnji odziv stranke, recimo na to temo, na te dva izdelka. Ne. Recimo, bom kar Uroš iz Dolenjskih Toplic, uporabljam vašo 16% smolo in konopljin čaj. Po 7 mesecih se je število PSA močno zmanjšalo, kar je presenetilo celo mojega zdravnika. Vsekakor bom nadaljeval s terapijo, se pravi, tukaj imamo 16% smolo in konopljin čaj. Recimo, eno od teh je pa na probiotike, če gledava decembra, sem začela terapijo s CBD probiotiki našimi, po pol leta se mi je stanje za 90% izboljšalo. Bruhanje se je popolnoma ustavilo, zelo dobro se počutim, imam več energije, želim si samo, da bi pridobila malo na telesni teži. Drugače pa super, to je pa Katja iz Novega mesta. Torej so dejansko konkretni pozitivni odzivi, zanimivo pa je tudi to, če bi bilo to mogoče neka sklepna misel, da tudi uradna medicina vedno bolj se približuje tej vaši zgodbi. Mogoče nekaj let nazaj ste bili zelo na dveh bregovih, zdaj pa vedno bližje ste. Vedno bližje, ja. Ne samo to, da se nam zdaj zdravniki pridejo na našo stran, vsi naši prijatelji in družinski člani uporabljajo enega ali pa dva od naših izdelkov. In ko pridejo oni k zdravniku in povejo, veste, gospod zdravnik, jaz pa zdaj uporabljam konopljino smolo, dostikrat zdravniki rečejo, a vam pomaga? Seveda mi pomaga, odlično, potem pa nadaljujte. Mnogo krat se to zgodi, jaz vprašam svoje prijatelje, ki od mene nekaj vzamejo, pa mi povejo, zdravniki je rekel, da odlično, da naj nadaljujem, če je to. In ne samo to, da se zdaj zdravniki spoznavajo s tem in ugotavljajo empirično dokazljive rezultate, že prej so bili, mi smo nekaj teh izdelkov razvili skupaj z zdravniki. Se pravi, že od začetka delujemo z njimi, sodelujemo in jim pomagamo in oni nam pomagajo, ker tukaj je kvaliteta, tukaj je nesporno dejstvo, da to pomaga in nam pomaga na zelo dober način. In ob koncu vprašanje, kaj pa prihodnost, pogled za jutri, kako vidva vidite razvoj te zgodbe, ker zdaj, ko sem vaju poslušal, sem absolutno prepričan, da se na tej točki ne boste ustavili, pa morda Boštjan pa Aki za zaključek. Niti slučajno se tukaj nastavljamo, ker stranke nam nalagajo, da moramo to, kar imamo znanje, kar imamo izkušnje, kar vemo o kanabinoidnem sistemu, o konoplji, o drugih sestavinah o konoplji, moramo povedati naprej. Sebično bi bilo, da bi to zadržali zase. Tako da še enkrat pozivamo vse gledalce in gledalke, takoj sedaj pokličite na telefonsko številko 08 35 17, strokovno osebje vas čaka v telefonskem studiu, še 1 uro po oddaji, kjer se boste lahko res kupili te izdelke, res si naredili eno pametno terapijo, izbrali, kaj je za vas najbolj primerno. Kot sem rekel, samo danes, 1 uro po oddaji ob nakupu 3 izdelkov, 4. gratis. Namenoma 3 izdelkov, zakaj? Da boste vztrajali s terapijo vsaj 3 mesece in več in sem prepričan, da se bodo rezultati zelo dobro pokazali. To je to, za naprej pa tako, absolutno smo prepričani, da smo na pravi poti, želimo si razvoja, želimo si še več dobrih del, ki jih dajemo s našim strankam, se pravi na ta način, da jim pomagamo in rekel, Slovenija, računate na nas. Aki, za zaključek sklepna misel. Tako, z moje strani, jaz bom rekel tako, jaz sem imel enkrat en sestanek v svojem podjetju, v Birminghambju in sem rekel, dragi moji, naše poslanstvo je jasno, spreminjati svet oziroma kvaliteto življenja vsakega posameznika na bolje. Ko bojo vsi ljudje na tem svetu zdravi, bomo zaprli firmo, bomo rekli, upravili smo svoj posel in to bo to. Tako da, naše poslanstvo je znano spreminjati svet na boljše in dale ničo sem nič oziroma strokovno svetovanje je en od načinov, da ljudem pomagamo. Pokličite, pogovorite se, vprašajte in zvedeli boste. Hvala lepa obema za to zanimivo debato. Sem prepričan, da smo približali gledalkam in gledalcem pojem industrijske konoplje. Zdaj veste, industrijska konoplja zdravilno vpliva na vaše telo, na vas pa je, če in kako boste to uporabljali. Vsekakor pa se posvetujte strokovnjaki, ki vam bodo znali svetovati in danes ste izvedeli, kje jih lahko dobite, srečate in kaj je prava pot. Srečna Slovenija in predvsem bodite zdravi. Lahko noč in hvala za pozornost.